predsednik, dober dan, tu bomo Komovcela, punca, direktor. Dobrodošli v Izolo. Da nimamo samo lep razgled, imamo zelo odlično kakovostno storitev in odlične sodelavce. Treba nekaj vedeti, da je zelo moderna, zelo dobro sestavljena. Ampak material je v redu? Odlično, vse zgradnja in notranji deli so odlično, kar pomeni, kadarkoli živiš. Jaz bom prepustil sedmi sili, zahvalil bi se vsem vam za to pozornost, veliko čast. Vam čestitam za uspehe, imate velike sanje in vam želim, da jih uresničite in da vam je to neko tudi osebno zadoščenje, ne samo profesionalno. Hvala, predsednik. Lep pozdrav. Lep pozdrav tudi vam. Dobrodošli. Predsednik, ponovno rano. Učencev imamo 9 učencev v posebnem programu. Dobar dan. Dobar dan. Mi smo eno zgodbo zdaj poslušali. Imamo tak mini oder, ki mi šibajse. Ja, hvala. Nasvidenje. Ko je eden čez cel dan. Dobar dan, lepo pozdravljeni. Nekako zaključujemo z obiskom predsednika države in poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije. Danes smo si ogledali nekatere in se seznanili s problematiko na nekaterih najbolj takih odmevnih oziroma kritičnih točkah, kar se tiče te krize z virusom. Podrobno so ga tudi posamezni akterji predsednika seznanili s težavami in problematiko, ki je bila. Predsednik si je to nekako zapisal in je rekel, da bo to nekako te zbirko teh informacij, ki smo mu podali za naše območje, lahko nekako uporabil tudi pri izdelavi nekaterih izhodnih dokumentov za končen izhod iz te krize. Danes smo obiskali, kot verjetno veste, bolnišnico v Izoli, pa seveda mestno občino Koper, pristaniško kapitanijo in tudi z predstavniki Luke Koper in pa seveda danes tukaj še na koncu v občini Ankaran v tem centru za usposabljanje otrok s posebnimi potrebami. Hvala lepa. Lep pozdrav tudi z moje strani. Jaz bi se seveda zahvalil gospodu predsedniku. To je najin 7. obisk ene od naših regij, kot je tudi poveljnik povedal, regijskega štaba v začetku, potem pa seveda z drugimi aktivnostmi. Nadaljevala bomo verjetno že v prihodnji teden in tako smo se namenila tudi zaključila, morda že pred koncem epidemije, če bo pa epidemija prej konec, pa bo toliko boljše. No, jaz bi se seveda izkoristil priliko, da bi se zahvalil predvsem zdravstvenim delavcem, pa seveda vsem tistim, ki so pomagali tem zdravstvenim delavcem, da je ta sistem zdržal, tako prostovoljcev, kot tudi tistim, ki so poklicno v to vpeti. Jaz sem prepričan, da bomo z držanjem in spoštovanjem še teh ukrepov, upajmo, da še čim krajši čas, zagotovili in seveda z pravočasnim cepljenjem zagotovili, da bo ta pandemija počasi, odnosno epidemija počasi šla k zaključku in da bomo lahko prišli na tiste stare poti, ki smo jih navajeni in jih seveda pogrešamo. Hvala lepa. Lep pozdrav vsem. Torej, nova koronavirusna bolezen je planetarna težava, planetarni problem človeštva, ki ni rešljiv z posamičnim angažiranjem ali nekim lokalnim egoizmom. Zgolj z osebnim angažiranjem, z pravilnim odgovornim obnašanjem in z solidarnostjo pa se bomo iz epidemije uspešno izvili. Primer dobrega sodelovanja med občinskim, obalnim in pa regijskim štabom civilne zaščite je izkazan v solidarni pomoči najšibkejšim, to je Centru za otroke s posebnimi potrebami.
Lepa hvala vsem, ki ste nas danes obiskali. V Ankaranu bomo z našim prizadevanjem nadaljevali, z našim delom bomo dosledni do konca. Pozivamo vse, da se nam pridružite in da se obnašamo odgovorno in solidarno. Varujmo zdravje. Dober dan, spoštovane gospe in gospodje. Tudi na Obalo sem prišel zato, da v mojem imenu in v imenu države izrazim hvaležnost vsem, ki v okviru civilne zaščite in drugih ustanov, ki skrbijo zlasti in predvsem za naše zdravje, izrazim hvaležnost. Prav tako so mi tudi tukaj, tako kot na obiskih predtem, zelo dragocene njihove ocene. V kakšni fazi se nahajamo zdaj, kakšne probleme imamo, kakšna je perspektiva njihovega reševanja. Ker je to, kot je povedal poveljnik Šestan, moj 7. obisk, že lahko ugotavljam tudi prve razlike v vsem tem času. Če sva začela v Postojni sredi rastočega drugega vala in so bile skrbi zelo velike, razdražljivost prav tako, ljudje so imeli strahove, čeprav smo nekaj dni predtem dobili cepivo, nismo vedeli, kako se bo ta drugi val razvijal, pa zdaj že lahko ugotavljamo, da je cepivo tukaj, da se ljudje radi cepijo, tisti, ki so poklicani, to v večini tudi storijo, da je mogoče zaenkrat vsaj manj predsodkov do cepljenja, kot smo se sprva morda bali, da se ljudje držijo ukrepov, da kljub temu, da zlasti zdaj v zadnjih dnevih in tednih, ko nekako popuščajo ukrepi za zajezitev virusa, ljudje spoštujejo ukrepe naprej. Tukaj so se očitno prijele, vsaj pri veliki večini ljudi, neke navade, ki ne potrebujejo zelo veliko discipline, so pa lahko ključnega pomena za to, da poleg cepljenja ta virus končno lahko tudi premagamo. Vidim torej, da se vendarle spreminja neko upanje, optimizem, vera v to, da bomo končno vendarle res tudi to bolezen premagali, in to tako s cepljenjem, kot s tem, da se bomo vendarle še vedno do konca držali teh ukrepov. Na koncu mi dovolite reči še eno misel. V začetku tega tedna so se v Državnem zboru poslanke in poslanci prešteli glede podpore vladi. To je pomembno, moram pa seveda oceniti, da problem političnih razhajanj v slovenski politiki ostaja. Mislim, da je v korist vseh, ne glede na te razlike, da vendarle poskušamo v prihodnjih tednih poiskati nekaj pripravljenosti za pogovor, za dialog, zato ker mislim, da tako razhajanje političnih duhov ni vzdržno do volitev. Mislim, da bi bilo v korist vseh, zlasti pa za reševanje epidemije in zagon gospodarstva ter urejanje nekaterih vprašanj na področju zdravstvene in socialne nege dobro, če bi tukaj v dialogu morda našli tudi pripravljenost za neke vrste sodelovanja. Kolikor bo to v moji moči, si bom zato prizadeval že prihodnji teden in sem na nek način vesel, da se je 7 voditeljev parlamentarnih strank odzvalo na sestanek z mano in bomo videli, kakšen potencial, koliko razumevanja je med vsemi nami, da vidimo, ali je mogoče zdaj v tem najbolj občutljivem času po epidemiji pripravljenost za pogovor in morda za nekako umiritev teh političnih strasti, za to, da bi z neko večjo enotnostjo, če smem tako reči, lažje, uspešneje, hitreje zagnali razvoj Slovenije po tej epidemiji. Hvala. Ja, prosim. Ja. Tukaj sledim temu, kar mi povedo strokovnjaki. Tudi danes je v okviru
pogovorov sodeloval predstavnik inštituta, lokalnega inštituta za javno zdravje. Če so prej bile bolj izpostavljene druge občine, drugi predeli Slovenije, se je zaradi manjše prekuženosti tukaj seveda ta problem do neke mere tudi zaradi seveda dveh sosednjih držav, prometa, pač preselil tudi sem in nima takih razsežnosti, da bi bil nekaj posebnega. Tudi tukaj se bo dalo urediti stvari tako s cepljenjem kot z držanjem ukrepov in nisem zasledil, da bi bil pri njem oziroma pri drugih sogovornikih odtenek neke večje skrbi zaradi tega. Mislim, da počasi vsi skupaj lezemo iz tega drugega vala, da se epidemija umirja. Seveda vsi puščamo previdno odprta vrata, če bomo tukaj zaradi nekoliko počasnejšega cepljenja, zaradi dobave cepiv, morda dobili kakšno različico seva, vendar pa vsi mislimo, da z držanjem ukrepov lahko to krizo končno privedemo do konca. Tako da prevladuje nek zadržan optimizem, ki pa je vse bolj utemeljen in pri ljudeh, ki so zdaj vodili našo družbo in državo skozi to krizo, prevladuje neka vera v to, da smo v ciljni ravnini. Mislim, da gre zaupati njihovim strokovnjakom, če tako mislijo, imajo verjetno prav in to je samo še en znak, da če bomo še malček zdržali, če bomo nekoliko potrpežljivi vsak pri sebi te zadnje tedne, da morda, da smo na koncu. Zdaj bo treba to zdržati. Jaz popolnoma razumem vse, da smo vsi naveličani te krize, da smo utrujeni od tega. Gotovo. Ampak, gledajte, če so ljudje, ki so celo leto najbolj med nami skrbeli za vse nas, zdaj polni nevere in optimizma in prepričani, da smo blizu, potem se mi zdi, da se moramo tega optimizma, seveda z vsemi previdnostnimi ukrepi, nalesti tudi mi. Mislim, da vendarle po 2 valih zdaj vendarle vidimo nek iztek spomladi in če se bomo držali, sem tudi jaz tega mnenja, da smo lahko previdni optimisti. Da morate, prosim. Kako ga boste vzpostavili, kako boste pripričali, da se sedete za mizo in vendarle odkrito in vsi skupaj se pogovorite o tekočih težavah? Jaz sem doslej opravil 5 pogovorov od 7. Z predsednikom Nove Slovenije, gospodom Toninom, se bom srečal v petek, v ponedeljek tudi s predsednikom Desusa, gospodom Karlom Erjavcem. Prevladuje, in tukaj so bili tako opozicijski kot koalicijski voditelji, neka ugotovitev, da tako razhajanje političnih duhov ni vzdržno, da ne moremo z njim še leto ali morda celo leto in pol. Da je potrebno vendarle ugotoviti, kako lahko vsi, ne samo ena ali druga stran, vsi pripomoremo k temu, da je ozračje, ki ga ustvarja politika s svojim ravnanjem, nekoliko bolj strpno, nekoliko bolj razumevajoče, vključujoče. Mislim, da tukaj ni mogoče pričakovati čudeža čez noč, vendar pa z neko voljo in vztrajnostjo in jasnim zavedanjem, da smo vsi skupaj odgovorni za ljudi, ne samo za njihovo zdravje, ampak tudi za njihovo prihodnost in da ima Slovenija veliko možnost v tem zagonu iz krize. Mislim, da se tukaj skriva ena priložnost za Slovenijo, ki je ne smemo zamuditi.